Pozdravljeni v novi kroniki tedna. Občinska proslava občine Kranjska Gora ob slovenskem kulturnem prazniku je bila na praznični četrtek v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. V programu so sodelovali pesnica Rada Polajnar, vokalna skupina Triglavski zvonovi, mladi pianist Marko in člani dramske skupine Dovški oder. Živi glasi narodi, ki krepeni dočakata. Kulturno društvo Kodjak Rabič je seveda ob današnjem kulturnem prazniku pripravilo lepo proslavo. Za konec še morda neka misel, kokodar sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Grabite denarja v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja, kodar se ne bo razpenja, grad je pevca brez vratarja. Proslavo ob kulturnem prazniku so v gasilskem domu v Gozdu Martuljku v četrtek pripravili tudi člani in članice kulturno-umetniškega društva Gozd Martuljek. Najmlajši so se predstavili z otroško igro Dr. Fik. Prešeren se je že v študijskih letih na Dunaju začel poglobljeno zanimati za poezijo. Leta 1824 so bili tudi njegovi prvi pesniški poizkusi. Zaljubljenemu sošolcu je napisal šalo v verziji z naslovom Zarjovena dvičica. Kmalu zatem pa je nastala pesem Povodni mož. Njegova pesniška muza in neuslišana ljubezen pa je bila Julija Pribic, kdo se Prešeren nikoli ni pogovarjal. Recitatorka je bila Olga Osvald, preostali glasbeni program pa sta pripravila Marko Stare in Danica Butinar. Saj pravijo že vsi, da on edini ni. Predstavila se je tudi folklorna skupina Julijana s Hrušice. Številni Slovenci pa so se na kulturni praznik odpravili v Prešernovo rojstno vas, kjer je potekala osrednja proslava ob prazniku. Zbrane v vrbi je nagovorila predsednica Slovenskega centra PEN Ifigenija Zagoričnik Simonovič, ki plemenitost umetnosti zaznava kot iskanje lepote in smisla življenja. Žirovniški župan Leopold Pogačar pa je dejal, da je kulturni praznik priložnost, da ustvarjalci in izvajalci kulturnih vsebin predstavijo svoje delo in svoje probleme. Po drugi strani pa je to tudi priložnost, da se ob zavedanju pomena tega praznika zamislimo, v kakšni državi in kako živimo. Če so se odrasli bolj udeleževali proslave, pa je bilo zelo dobro poskrbljeno tudi za otroke. Ti so nabirali čebelice, šteli kamne okoli lipe in uživali v drugih zabavnih ter tudi poučnih igrah. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubo, dete lepo, meni mladi deklici, neporočeni materi. Oča so kleli, tepli me, mati nad mano jokali se, moji se mene sramvali so, tuji za mano kazali so. On, ki je sam bil ljubi moj, on, ki je pravi oča tvoj, šel je po svetu, Bog ve kam, tebe in mene ga je sram. Kljub zelo toplemu januarju je večina večjih slovenskih smučišč zadovoljna z dosedanjo smučarsko sezono, ki se je začela razmeroma zgodaj.
Z zadnjim sneženjem je sezona dobila nov zagon. Tudi napovedi za zimske šolske počitnice, ki se začnejo konec prihodnjega tedna, so obetavne. V Kranjski Gori so smučarsko sezono zadovoljni. Začeli so jo zgodaj, 24. novembra lani. Doslej so našteli več kot 75 obratovalnih dni in nekaj več kot 116 500 smučarjev. V družbi RTC Žičnice Kranjska Gora upajo, da bo vreme še naprej naklonjeno smučanju, da se bodo lahko približali številki iz lanske sezone, ko je smučišče obiskalo nekaj več kot 188 000 smučarjev. Za čas zimskih počitnic napovedujejo pester program dogajanja na smučišču. Smuka je v teh dneh možna tudi v Mojstrani, kjer si zakonca Zajšek prizadevata za dobro urejeno progo in pestro zimsko dogajanje na in ob smučišču. V Zgornjesavski dolini te dni seveda ni manjkalo pustovanj. Na dan, ko lahko postanemo znana osebnost, politik, kakšna žival ali indijanec, si marsikdo da duška. Seveda še najbolj otroci. Plava, bela, kjerokoli. Na Doljem in v Mojstrani smo zopet pripravili pustovanje, pustno povorko. Letos sodeluje kar 5 vozov, tako da tradicija se nadaljuje, se širi in smo še boljši, kot smo bili. Tokrat moram reči, da tole ni zasluga turističnega društva Dolje Mojstrana, ampak zasluga čisto vseh krajanov in krajank, ki so se vključili in ki so dokazali, da znamo držati skupaj. S pustno povorko smo začeli na Doljem, peljali smo se čez celo Mojstrano, obiskali številne lokale, zdajle seveda smo pa na Mojstranski Žičanci, kjer bo zabava z DJ-jem Darmar do poznih popoldanskih ur. Še ena zanimivost, smo na Žičanci v Mojstrani, kjer sta Brigita in pa Jani Zajšek prispevala 121 krofov za vse maske. Zakaj ravno 121? Letos imamo okroglo 121. obletnico turističnega društva Dolje Mojstrana. Vsem gostincem od Jozelna do Kota pa do Špajze, pa seveda še posebej Brigiti in Jani v Zajšku se najlepše zahvaljujemo, ker so nam skupaj pomagali pričarati ta lep pustni dan. Tako kot vsako leto, tudi letošnje leto v Gozdu Martuljku v imenu turističnega društva pripravljamo pustovanje. Pustovanje je namenjeno predvsem otrokom in družinam in pa seveda vsem maskam, ki se nam pridružijo. Izbiramo najlepše maske, najbolj izvirne in pa seveda vse maske dobijo simbolične nagrade. Za vse maske pa smo pripravili tudi čaj, tople napitke in pa seveda krofe, ki pa na pustovanju ne smejo manjkati. Če slučajno danes niste z nami, se vidimo prihodnje leto, tako kot letos na pustovanju v Gozdu Martuljku.
ključke že odpirajo, se med sabo vidajo, da smo zletuje naprej pred njim. Če rece ne bodo le, prepočasi čez pojim, sem pridem pač kriv. Zapišimo kot mlade ročke, zarojeno si najbolj. Čeprav močno so glavne tačke, rece nas pojvaj čez dolino. Kdo odpira kje za manj, raje se agresivno skrbi. Tisoč takšnih je stvari, ki lahko te razvedri, pršo grej dlani. Življenje je na vse zabavno. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna prelistajmo še koledar prireditev. 27. redna seja občinskega sveta občine Bohinj bo v četrtek ob 17. Na dnevnem redu so med drugim sofinanciranje letnega programa športa, letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera in akcijski načrt urejanja prometa v Bohinju. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Pustni veleslalom bo v torek ob 19. na smučišču v Kranjski Gori. Za zabavo bo skrbel Zahod band, moderator pa bo Marcel Gomboc. Pravljica o Mezinčku bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 17. V goste pride lutkovni oder Kut Pirniče. V petek ob 19. bo redni letni občni zbor prostovoljnega gasilskega društva Gost Martuljek. Gasilci iz Kranjske Gore pa se bodo na občnem zboru zbrali 24. februarja ob 19. To je vse, kar smo za danes pripravili, drage gledalke in gledalci. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!